nami je dr. Janez Sečnik, ki je specialist zakonske in družinske terapije. Doktoriral je na temo medgeneracijskega prenosa sramu v družini. Vrsto let izvaja terapije, zadnja leta na študijsko-raziskovalnem centru v Ljubljani. Za seboj ima izkušnjo vodenja osnovne šole. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Danes bova govorila o odnosih na delovnem mestu. Najbrž niso vse povsod preprosti. Različni posamezniki imamo različno izkušnjo odnosov in smo različno spretni pri vzpostavljanju odnosov. Enim gre to lažje, so bolj spretni, enim gre malo težje, so malo bolj štorasti, rabijo malo več kilometrine, preden se z nekom povežejo in uskladijo, ali pa so bolj plašni, imajo različne zgodbe za sabo. Za vse pa enako velja, da smo opremljeni za odnose, da imamo te možganske, organske strukture, ki nam omogočajo, da se po odnosov učimo vzpostavljati. Vedno pa, kadar govorimo o odnosih, je nek trud treba vlagati. Ne poznam ljudi, ki bi brez kakršnega koli truda vse elegantno speljali, to ne obstaja. Kako pa se prilagoditi in umestiti med ljudmi, da ohraniš svoj jaz, da se ne izgubiš? Ja. A veste, zmeraj je potrebno neko razmerje imeti med avtonomijo, to sem jaz, Janez, moje želje, moje potrebe, moje poslanstvo in tako naprej. Na drugi strani so pa seveda tudi ljudje prihajajo nasproti, ki imajo tudi svoje potrebe in svoje poslanstva. Torej ne moram jaz uveljavljati samo svoje avtonomije in pozabiti na to tudi mojo potrebo in seveda tudi potrebo drugih po pripadnosti. Tako da zmeri to razmerje med avtonomijo pa pripadnostjo je treba nekako loviti in tudi tega se učimo. Tako da vprašanje, a sem jaz sposoben ohraniti svojo avtonomijo v odnosu, da uspemo ohraniti stik s sabo, s svojimi čustvi, s svojimi mislimi, svojo zgodbo, to, kar sem jaz, s svojim notranjim svetom, to, kar verjamem, to, kar mislim in čutim, da je prav in dobro in v tem, kar sem lahko najglobje iskren in intimen sam s sabo, ne, ali pa Bogom, ali v tem smislu. Ne. Neka globina moja se lahko ta v odnosih ohrani in lahko hkrati nekako paralelno tudi dopuščam, da pa oseba v meni čuti drugače, da drugače misli, da ima drugačno poslanstvo, da drugače vidi, pa se zaradi tega ne bova počutila ogroženega ali pa napadenega ali pa se izrinjala. Ne. Mislim, da je to pomembno, da lahko sebe ohranim, pa da lahko ohranim še zmeraj eno pripadnost, en dialog z ostalimi. Se pa bomo pa že naprej iskali skupne imenovalce. Na delovnem mestu seveda vse sorte ljudje pridejo recimo v šolski sistem, kjer sem bolj domač. Ja, seveda različni učitelji, pa učiteljice, pa različno stari, pa z različnimi pogledi, ampak če se ohrani en pristen kontakt z ljudmi, pa da hkrati ne pride do tega, da bi jaz sam sebe zato mogel rezati, pa se spodnašati, pol se da dosti dobro preživeti. Oziroma, če stopimo enkrat po tej poti, ki sem jo opisal, verjamem, da se da živeti potem vedno bolj napolno. Da ni življenje potem nekaj, kar samo preživiš ali pa preživotariš, ampak ga lahko res doživiš, ga lahko živiš v smeri enega svojega globokega poslanstva, ki ga ima sigurno vsak posameznik. Potem bi vas pa za konec še vprašala, kaj nas ovira pri iskanju tega ravnovesja med avtonomijo in pripadnostjo? Ja, včasih ne poznamo svojega čustvenega sveta, včasih ne vemo, kaj so moje emocije, kaj so emocije od drugega, pa se pol tam not zgubljamo in pa nas je strah, da bomo sebe zgubili in pa se bojimo povezati v odnosih, ker ne vemo, ali nas bo zdaj ta sogovornik kar požrl, če se ne čutimo dovolj močne, ali ne vem, te dileme, ali nas je strah, da ne bomo dosti dobri, da ne bomo zadostili v odnosu drugemu. Skratka, spet je problem, da če imamo interes dati velik prostor tej pripadnosti, pa tudi za ceno, da sebe pol režemo, pol na dolgi rok se nam prav lepo godila. Ne? In spet obratno, če bomo dali sam svojo avtonomiji, sam svojemu jazu tako prvenstveno vlogo, da bomo pozabili na našo potrebo po bližini, po pripadnosti, potem, da nas odnosi osrečujejo v končni fazi, potem smo spet brcnili v temo, ker s takim egom pa ne vem, kdo nas bo prenašal res in bomo sami ostali izolirani
In pol je pa težko govoriti o sreči, pa o well-beingu in podobne izraze. Težko uporabljati, ko smo enkrat sami s sabo, da ne govorimo o posledicah pol morebitnih obolenjih, slabem psihofizičnem počutju in podobno. Tako da je vedno, kadar pridemo do teh barier, a moja ali tvoja obveljati, ne gre za to, če kava bo obveljala. Gre za to, a lahko ohranim stik s sabo, s svojim svetom, pa lahko ohranim tudi stik bližnjim. In to umetnost nekako se da naučiti, se da privzgojiti, preprosto pa ni. Je pa ena pot, ki nas vodi v eno polnost. Super. Najlepša hvala za te odgovore in spodbudo za boljše delovne odnose. Hvala tudi vam za takole prijaznost, z vaše strani. Hvala.